Pogovor o. Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. Slovensko zdravstvo potrebuje boljšo organizacijo, manj ideoloških delitev in več sodelovanja med stroko ter odločevalci. To je bilo osrednje sporočilo okrogle mize Zdravje, skupna vrednota slovenskega naroda, ki jo je pripravil Svetovni slovenski kongres in ji boste lahko prisluhnili v tokratni oddaji Pogovor o. Ugledni zdravniki, pravni strokovnjaki in predstavniki slovenske stroke iz tujine so predstavili izkušnje uspešnih evropskih zdravstvenih sistemov ter oblikovali vrsto konkretnih predlogov za izboljšanje dostopnosti in kakovosti zdravstvene oskrbe v Sloveniji. Namen srečanja ni bil razpravljati o dnevni politiki, temveč poiskati strokovne rešitve, ki bi lahko prispevale k učinkovitejšemu zdravstvenemu sistemu. Predsednik Svetovnega slovenskega kongresa, dr. Boris Pleskovič, je uvodoma poudaril, da organizacija že več kot 35 let povezuje Slovence doma in po svetu ter spodbuja prenos znanja v domovino. Prav zdravstvo je eno od področij, kjer lahko slovenski strokovnjaki iz tujine pomembno prispevajo k razvoju države. Naši strokovnjaki po svetu so naš velik zaklad, tako na znanstvenem, gospodarskem in diplomatskem področju, kot tudi pri zagotavljanju učinkovitejšega javnega in zasebnega zdravstva. Zelo radi sodelujejo s kolegi iz domovine, zato se je do sedaj vzpostavilo veliko kroženja znanja, strokovnega sodelovanja in prijateljstev, vključno s povratkom številnih izkušenih in visoko izobraženih rojakov, tudi zdravnikov, nazaj v domovino. Že dolgo časa si namreč prizadevamo, da bi se naši rojaki, ki živijo in delajo v tujini, v čim večjem številu vrnili v Slovenijo, ter s svojim znanjem in izkušnjami pripomogli k izboljšavam na gospodarskem, znanstvenem, političnem in zdravstvenem področju. Tokratna razmišljanja, okrogla miza, bo osredotočena na prikaz možnosti, ki jih ima Slovenija danes, ter na vprašanje, kaj bi lahko skupnim sodelovanjem dosegli v prihodnosti za izboljšanje zdravstvenega sistema v Sloveniji po vzoru najuspešnejših držav na tem področju v Evropi in po svetu. V prvem delu bomo prisluhnili uglednim predavateljem iz tujine in Slovenije, ki bodo predstavili različne poglede na trenutno stanje slovenski zdravstveni sistem, primerjali z zdravstveni sistemi v tujini ter podali nekatere smernice za izboljšave. Med predavatelji so znana in uveljavljena imena. Zato lahko pričakujemo odlično in strokovno utemeljene predstavitve. V ta namen bomo ob koncu srečanja na kratko in jedrnato izpostavili najpomembnejše misli ter povzeli ključne zaključke, ki jih bomo kasneje posredovali pristojnim institucijam in ministrstvom na vladi v nadaljnjo obravnavo ter implementacijo. Ob tem bi rad spomnil, da smo veliko zelo dobrih predlogov že podali v okviru dosedanjih 13 konferenc zdravnikov, ki večina jih je bila tukaj, iz sveta in domovine. Z njimi je treba vztrajati in jih tudi ponavljati, da bodo končno slišani pri pristojnih organih izvršne in zakonodajne oblasti, ki jih lahko tudi udejanijo ali implementirajo. Predsednica Zdravniške zbornice Slovenije, profesorica dr. Bojana Beović, je nato poudarila, da slovensko zdravstvo še vedno dosega zelo dobre strokovne rezultate, čeprav sistemska organizacija že dolgo ne sledi razvoju medicine in spreminjajočim se potrebam prebivalstva. Medicina je ena sama. Pravzaprav vsi po svetu, vsi zdravniki, sledimo istim znanstvenim dognanjem, istim preverjenim dobrim praksam, ki jih potem posredujemo za boljše zdravje svojim bolnikom. Tudi moralno in etična načela v odnosu do dela in v odnosu do bolnikov so univerzalna.
Zdravnik potrebuje za to, da opravlja svoje delo, najprej obsežno znanje, potem usposabljanje, veščine, izkušnje, moralno in etično držo in na koncu seveda eno osebno integriteto. Zato, da lahko obravnava bolnika v celoti, ne samo tisto njegovo posamezno težavo ali bolezen, ampak da razume, da je ta bolezen, to stanje del njegovega življenja. In zdravnik lahko dela vse to samo v okolju, v zdravstvenem sistemu, ki mu to omogoča, ki ga pri njegovem delu podpira. Slovenski zdravstveni sistem je še vedno zelo dober, če pogledamo številne izide naših obravnav in jih primerjamo na mednarodni ravni. Ampak žal, in že večkrat sem to omenila, je dober navkljub vodenju sistema in njegovi organizaciji. Kot da smo zdravniki neke vrste uporniki, ki želimo, kljub temu, da je sistem organiziran tako kot pred mnogimi leti in ne sledi spremembam, navkljub temu dosegamo rezultate. Ampak zavedamo se, da so vendarle te sistemske spremembe nujne. Spremembe, ki bodo sledile medicinski stroki in na drugi strani seveda potrebam ljudi, epidemiologiji, patologiji, demografskim spremembam. In deloma je naš zdravstveni sistem zaostal iz zgodovinskih razlogov. Manj razumljivo pa je, da še vedno zaostaja iz ideoloških razlogov, iz neke vrste predsodkov določenih ljudi. Medicina je v svoji osnovi naravoslovna znanost in nemogoče jo je regulirati z ideologijo. Po svetu, zlasti v Evropi, v kulturno podobnih okoljih obstajajo zelo uspešni zdravstveni sistemi in nobenega razloga ni, da jih ne bi postopno njihove zakonitosti postopno prevedli v slovenski sistem in ga na ta način uredili. Slovenski zdravniki, ki delajo v tujini, predstavljajo most med zdravstvenimi sistemi drugje v Evropi in v Sloveniji. In zato nas zelo veseli tudi današnja konferenca, kjer bodo z nami delili svoje izkušnje in s tem prispevali nekaj v mozaiku sprememb, ki so nujno potrebne. Pobudnica okrogle mize, profesorica doktorica Metka Zorc, je v svojem predavanju predstavila vrsto področij, kjer bi bilo mogoče zdravstveni sistem izboljšati že z boljšo organizacijo. Po njenem mnenju mora Slovenija najprej reorganizirati primarno zdravstveno raven in okrepiti družinsko medicino, saj prav tam nastajajo številne težave, ki se nato prenašajo v bolnišnice in urgentne centre. Slovenski zdravstveni sistem je gotovo na razpotju. Kot je dejal dr. Cukjati, je to kot nek tanker in hitre spremembe niso mogoče. Vendar moramo imeti vizijo, da te spremembe resnično udejanimo s pozitivno energijo, vendar skozi oči zdravnika. Izgubili smo 4 leta z neustrezno zakonodajo, z borbo proti zasebnemu zdravstvenemu sistemu, ki ni bil nikakor škodljiv, z ukvarjanjem z razmejitvijo javnega in zasebnega zdravstva, z borbo proti koncesionarjem. In kaj je rezultat tega obdobja? Najdaljše čakalne dobe v Evropi, na katerem se je prvo mesto pridobila Slovenija. Zelo me žalosti ta podatek, ki je bil objavljen v začetku meseca junija. Najdaljše čakalne dobe v zdravstvu si nismo zaslužili. No in upam, da bomo skozi naslednjo zgodbo spremenili to z pozitivno energijo. Ne gre za to, da bi obsojali delo kogarkoli, vendar moramo neustrezno zakonodajo, ki je podaljšala čakalne dobe, takoj spremeniti. To so naslednji zakoni, ki so povzročili najdaljše čakalne dobe v slovenskem prostoru.
Zakon o zdravstveni dejavnosti, zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravniški službi, zakon o dodatnih interventnih ukrepih na področju zdravstva in uvedba o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki je bil poklonjen na božični večer, kjer se omeji število plačanih koncesijskih posegov, predvsem na področju ortopedije in drugih, vendar manj. Čakalne dobe moramo rešiti, vendar brez sodelovanja vseh slovenskih zdravnikov ni uspešne reforme zdravstvenega sistema. Brez sodelovanja stroke in politike v slovenskem prostoru ni izhoda iz krize. Med nami sedi tudi bivši minister, gospod Žmavc, ki je vedno pozitivno opozarjal na nastalo situacijo in imel vizijo. Zato pozivam vse tiste, ki ste že kdaj sodelovali, da napišete svoje predloge, kajti situacija ni enostavna in je resna. Kot je mene učil moj učitelj profesor Favaloro, da brez dobro organizirane klinične prakse ni uspešnega zdravljenja. Dobra organizacija je temelj uspeha v klinični medicini, ki omogoča tudi zmanjšanje stroškov. Profesor Radovanovič na drugi strani v Švici nas je učil, da zdravstveni sistem je potrebno, da je organiziran kot vojaška disciplina. Tako šele bomo lahko nadaljevali delo naših učiteljev. Žal mi je, da so se poslovili prezgodaj, kajti če bi še živel profesor Turk, profesor Horvat, morda medicina na Slovenskem ne bi izgledala tako kot danes. Kaj moramo storiti znotraj same stroke? Tudi to je potrebno, da brezpogojno spoštujemo bolnika, ki nam je zaupal svoje življenje. Brezpogojno spoštujemo učitelje in njihovo delo, da spoštujemo kolege in njihovo delo, da smo sposobni komunicirati in povezati stroko v dobro zdravljenja bolnika. Spoštovanje osebne bolnikove izbire je posebno pomembno. Izbira zdravnika predstavlja temelj demokratične družbe. Spoštovanje novih idej kolegov in razvoja znanstveno-raziskovalnega dela je nujno potrebno. In tudi spoštovanje mišljenja kolegov, ki mislijo drugače. Uporabiti moramo modrost odločitve pri zdravljenju bolnika in se izogibati nezdrave agresije, za katero vemo, da je tudi v našem poklicu mnogokrat prisotna. Osebno moramo spoštovati poštenost do rezultatov našega dela in ne postavljati osebe, kot sem jaz, na prvo mesto. Medicina je timsko delo. Danes se moramo odločiti, da je nujnost realne in poštene analize trenutnega stanja potrebna. Potrebno je nadaljevati razvoj stroke na posameznih področjih z organizacijo dela, zakonodajo, zavarovalniškim sistemom in seveda ob pregledu incidence bolezni. Vizija prihodnosti je potrebna, da bo slovenski zdravstveni sistem jutri bil boljši. Z novo sodobno zakonodajo, sodobna organizacija zavarovalniškega sistema, plačevanje zdravstvenih storitev po opravljenem delu, opredelitve primarne, sekundarne in terciarne dejavnosti in, kaj je v tem trenutku zelo, zelo pomembno, da se reorganizira zdravstveni sistem na primarni ravni, na razvoju družinske medicine in osebnega zdravnika. Seveda v drugi fazi je potrebno ohraniti univerzitetne klinične centre kot vrh stroke, vendar prav tako je potrebna reorganizacija. Reorganizacija regijskih bolnišnic, opredeliti mrežo zdravstvenih storitev, kdo lahko kaj dela, zagotoviti strokovno raven v vseh bolnišnicah, tako da ne bo važno, če si doma
na drugem delu dežele moraš dobiti enako vredno, kvalitetno zdravstveno storitev. In posvetiti se moramo v bodoče tudi preventivni dejavnosti. In kaj je še potrebno? Pozitivno motiviranje zaposlenih je seveda naloga predstojnikov, niti ne naloga Ministrstva za zdravje, da s pozitivno energijo, ustvarjanjem prijaznega delovnega okolja vpliva na razvoj stroke, da motivira raziskovalno delo in izobraževanje, da so vsi nagrajeni po opravljenem delu pravično, da se opredeli to nagrajevanje in da se nagradi bolj tiste, ki so svojim življenjem na razpolago bolniku, kot so kirurške stroke, invazivna kardiologija, kjer resnično mnogi podarjajo svoje življenje zaradi obsevanja in neugodnih pogojev, ki uničujejo zdravje, da se ovrednoti to delo posebej in da se končno prizna centre odličnosti, ki so vključeni v mrežo Evropskega zdravstvenega sistema. Odgovornost predstojnikov je tista, ki je najbolj pomembna. Nadzorovana naročila in floskule o korupcijah v zdravstvu morajo zamenjati pozitivna vizija razvoja v naročanju vseh materialov, ki jih potrebuje stroka, po modelih, ki jih poznamo v tujini. In še kaj je potrebno? Poenostaviti administrativne procese z namenom zmanjšanja stroškov in olajšanja dela vsega medicinskega osebja, predvsem pa zdravnikov. Da ne bo urgentnih centrov, pred katerimi so množice ljudi, ki čakajo na vpis, zato da dobijo osebnega zdravnika. To je v današnjem času, današnjem trenutku nedopustno. Ne vem, kje je še to na svetu, morda v Afriki. Škoda je, potrebno je, da se dogovorimo, kdo bo to reševal. Župani občin, kot naprimer župan Gorenje vas Poljane, ki nima ene čakalne dobe. In to je potrebno, da se resnično vzpostavi vizija, kako se organizira sistem in kaj je potrebno opraviti takoj. Doktorica Metka Zorc je predstavila tudi zgodbo o kardiološki ordinaciji Medicor in se odločno postavila v bran koncesionarjem ter razkrila, s kakšnimi bizarnimi pritiski oblasti se soočajo vrhunski domači strokovnjaki. Je težko delo in ni centra kirurškega na svetu, ki ne bi imel mortalitete. To je ne zaradi našega dela, naših napak, ampak zaradi bolezni same. Zato je bilo še posebno krivično preganjanje naše ustanove, ki se je dogajalo zadnja 3 leta. No, veseli smo, da smo razvili poseben oddelek perkutanih implantacij za klopk, skupno z kolegi, z očetom te metode, profesorjem Kribjejem, in da smo postavili najboljši rezultat zdravljenja z smrtnostjo 0,8%. Cleveland Clinic v Ameriki ima ameriški najboljši rezultat 0,4%. Torej, profesor Kribje je z veliko ljubeznijo pomagal izšolati naše glavne operaterje, profesorja Noča in doktorja Pleskoviča in doktorja Rešnarja. Tako da smo veseli, da njegovo delo nadaljujemo, da smo povezani z inštitucijami v tujini in doma, da objavljamo članke, da predavamo naše izkušnje, da smo razvili raziskovalno delo, raziskovalna skupina našega inštituta za histologijo, trenutno jo vodi profesor Petrovič, potem profesor Noč, ki zasleduje vse naše statistične analize, objave številnih člankov, ki dokazujejo, da smo na pravi poti in da te poti ne bomo zapustili.
ker je to edina pot. Brez znanstveno-raziskovalnega dela ni dobre medicine, ni varnega zdravljenja za bolnika in to nameravamo nadaljevati. Kljub krivicam, ki so se dogajale, številnih inšpekcij v naši ustanovi, nekateri kolegi so dejali, naj to pokažem, pa sem se odločila na koncu, da to resnično storim. V letu 23 do 25, 30 njih, celo Ministrstvo za kulturo, ki je zahtevalo od profesor Noča in mene, da izkaževa znanje slovenskega jezika, absurdni dogodki, ki so botrovali samo škodovanju naše ustanove. Ampak vseeno bom delo nadaljevala. To je zgradba Medikorizola, za katero smo se borili 4 leta, pridobili dokumente, vendar posluha aktualne vlade ni bilo, tako da bomo ponovili zgodbo in upam, da ne bo trajala 4 leta. Velik del srečanja je bil namenjen predstavitvi zdravstvenih sistemov v tujini. Profesor dr. Jurij Matija Kališnik je predstavil avstrijski model, kjer posebno pozornost namenjajo spremljanju kakovosti zdravstvenih storitev, digitalizaciji procesov, zbiranju podatkov in stalnemu izboljševanju rezultatov zdravljenja. Poudaril je, da kakovost ni nekaj, kar se predpostavlja, temveč nekaj, kar se nenehno meri, primerja in izboljšuje. Podobno je magister Matej Beltram predstavil organizacijo švicarskega zdravstva. Čeprav je sistem organiziran drugače kot slovenski, ga odlikujejo učinkovita organizacija, jasno razdeljene odgovornosti ter visoka dostopnost zdravstvenih storitev. Posebej je poudaril, da je mogoče dobre rezultate doseči predvsem z dobro organizacijo, preglednimi pravili in sodelovanjem vseh izvajalcev zdravstvenih storitev. Oba govorca sta poudarila, da Slovenija ne potrebuje kopiranja tujih sistemov, lahko pa iz njihovih izkušenj prevzame številne uspešne organizacijske rešitve. Prispevek k razpravi je predstavila tudi profesorica dr. Katja Triler, ki je zdravstveno reformo osvetlila z vidika prava. Predstavila je podatke raziskav javnega mnenja, ki kažejo, da Slovenci zdravstvu zaupajo bolj kot večini drugih državnih institucij. Hkrati pa je opozorila na številna odprta pravna vprašanja glede dostopnosti zdravstvenih storitev, razmerja med javnim in zasebnim zdravstvom ter razlage veljavne zakonodaje. Po njenem mnenju je dolgoročno mogoče čakalne dobe učinkovito zmanjševati le v sistemu, ki temelji na jasnih pravilih, pravni varnosti ter sodelovanju vseh izvajalcev zdravstvenih storitev. Ključna naloga države je vzpostaviti pregledno in stabilno zakonodajo, ki bo omogočala učinkovito delovanje celotnega zdravstvenega sistema. V razpravo se je vključil tudi profesor dr. Ernest Petrič, ki je poudaril, da Slovenija ne sme ostati ujeta v ideoloških delitvah med javnim in zasebnim zdravstvom. Spomnil je, da ima država vrhunske zdravnike, kakovostne zdravstvene ustanove in visoko zdravstveno kulturo prebivalcev. Največja težava pa ostaja organizacija sistema in nedopustno dolge čakalne dobe. Številne probleme smo slišali danes. Ampak na Slovenskem, po mojem skromnem mnenju, je glavni problem, da mnoge vladajočo garnituro še posebej zasebni zdravstveni del moti. Treba je se ločiti od njega, treba ga je eliminirati, ne pa razmišljati o tem, kako ga bomo vključili v naš celovit zdravstveni sistem in iskali najboljše rešitve, da bomo za uporabo tudi zasebnega sistema imeli boljše rezultate in se znebili recimo čakalnih vrst. To sem danes, moram reči, malce pogrešal, ker nekako je izpadlo tako, kot popravimo nekatere stvari, pa bo v redu. Ne. Dokler bomo vojevali na področju zdravstva ideološki boj, ne bomo prišli daleč. To sem čvrsto in globoko prepričan. In zato upam, da je pravi čas, tako bom rekel, da se lotimo na nek pragmatičen način in v dialogu znotraj zdravstva, v dialogu zdravstva za širšo družbo in tako naprej,
skušamo iskati rešitve, pragmatične, ki bodo omogočile, da bosta ta dva dela zdravstvenega sistema sodelovala. Slovenija je majhna država, mogoče nam to omogoča neke posebne prijeme, s pomočjo katerih lahko valoriziramo tisto, kar je na eni in na drugi strani. To je, po mojem mnenju, pot za naprej. Drugo, kar sem hotel reči, je še tole. V zvezi z ideološkim pristopom. Veste, malo starejši sem kot večina tule, ampak spominjam se po naši osamosvojitvi silnih debat. Tujcem pa nič ne prodamo. Pa smo dolg časa cincali, pa nismo nič prodali. Ta ideološki pristop se mi zdi, da dela tudi hudo škodo, nas zavira pri iskanju nekih pametnih rešitev v zdravstvu, ki jih pa dejansko imamo. Te vrste, ki smo jih slišali, o tem, kar piše tudi tuji tisk, o tem, kar razglabljajo na OECD, o slovenskih vrstah v zdravstvu, ki ogrožajo paciente, to ni fata morgana, to je realnost, to je resnica. In s tem se moramo začeti spopadati, ukvarjati, iskati dobre rešitve. Tukaj bom se dotaknil tega, kar sem danes poslušal. Zelo sem hvaležen obema gospodoma, ki sta govorila, eden o avstrijskih izkušnjah, drugi o švicarskih. V Avstriji sem živel in delal kakšnih 6-7 let, v Švici vsega skupaj kakšne 3 leta, 4, pa tudi v Kolumbiji sem živel 3 leta, ko je nekdo omenil. Leta 72 in takrat je imela odlično zdravstvo. Ne vem, kakšno ima zdaj, takrat ga je imelo. Kot bi me neka božja roka vodila tam, kjer ste vi delali. Te sistemi funkcionirajo. Ampak glejte, mi se prerekamo, imamo modre poslanke in poslance, povejo, skoraj da nisem opazil, da bi se v politični sferi kdo resno ukvarjal s tem, katere so tuje izkušnje, ki bi jih mi lahko prinesli k nam. Tako sem zelo vesel, da sem danes slišal oba govornika, prej pozorno sem jih poslušal in to je mogoče pot k temu, da bomo imeli Slovenci neko v redu zdravstvo, ki si ga zaslužimo, ker na vse zadnje zanj tudi plačujemo. Tudi plačujemo. To ni nekaj, kar nam da vlada, država, ne vem kdo. Ne, to gre z naših žepov in ker gre z naših žepov, upravičeno pričakujemo, da bo tudi delovalo in funkcioniralo, da ne bom slučajno, če se mi to zgodi, da mi zdravnik moj umre, pa hotel k nomu, pa zvečer ob 10 šel stati v vrsto pred zdravstveni dom, da bom mogoče prišel na listo njegovih pacientov. Ko te stvari govorim, seveda se popolnoma zavedam po eni strani, da je mogoče zdaj le pravi čas, da se resno lotimo teh zadev, da o tem debatiramo. Ne pričakujem nikakor ne, da bo mogoče tudi v tem času prišlo do pristopa, vse, kar je bilo doslej narobe, vse bomo podreti pa na novo postaviti. Sploh ne. Jaz mislim, da je veliko dobrega, da se je treba s treskočo roko lotiti, ampak da se je treba zdravstvene problematike lotiti, iskati v nekem pametnem dialogu, z neko pozitivno noto, da skupaj hočemo neke stvari spremeniti na boljše, da nas to lahko pelje do boljših rezultatov. Še nekaj želim posebej poudariti. Slovenci imamo svojo državo. Jaz sem bil med tisti, ki smo takrat davno, še pred osamosvojitvijo, v času neke liberalne vlade, vodil je Stane Kavčič, razmišljali o tem, če bomo kdaj imeli neko državo, kakšna naj bi bila. Moderna, taka, ki bo imela vse tisto, kar državi gre, ne nek folklorni rezervat, kjer bomo plesali polko in jedli sirove štrukle in tako naprej, ampak kjer bomo imeli vse, tudi zdravstvo, tako rekoč na ravni vrhunske kvalitete. Ampak zavedali smo se, da nas je 2 milijona. Hočemo imeti vse, od akademije znanosti, tajnih služb, vojaške, civilne, zdravstvo, profesionalna gledališča, galerije in tako dalje in tako dalje. Na 2 milijona. To ne pomeni, da se lahko temu odrečemo, ampak moramo biti racionalni. Moramo biti racionalni in razmisliti, kaj imamo, kaj potrebujemo, predvsem pa,
kaj lahko naredimo in dosežemo na bolj racionalen način. In pri tem je potrebno tudi, da zavestno skrbimo za neko vzdušje meritokracije pri vsem, kar v naši lepi domovini počnemo. Podpirati tisto, kar je dobro, vrhunsko. Mediokracijo si lahko privoščijo velike države z veliko osnovo. Majhni, če hočem biti uspešni, meritokracija. Pošilja tudi ven vločitve v drugih. In moram reči, tiste čase takrat smo še razmišljali tudi o tem, kako organizirati Slovenijo, predvsem slovensko znanost, nekaj smo tudi storili, da bomo hitro sposobni adaptirati tuje znanje. Zakaj to govorim? Jaz vidim slovensko zdravstvo kot v redu. Sijajne dosežke dosegajo ljudje. Beremo o taki operaciji, o onaki operaciji. Sam se ukvarjam z znanostjo, pa vem, da ni enostavno dosegati rezultate. Zatem storijo leta resnega dela. Nismo slabi v tem pogledu. Nismo tudi slabi v opremljenosti naših zdravstvenih ustanov. Živel sem, kot sem prej rekel, po širnem svetu in imel priliko primerjati in opazovati. Imamo tudi odlične zdravnike, odlične kadre, tudi drug kader je v redu. Naš problem je organiziranost, nekakšna povezanost in zadnjih par let ta presneta zgodba javno-zasebno. Tako da sta to dva nekako sovražna pola, kjer moramo, če se le da, enega uničiti, presneta reč, po tej poti pa res ne bomo prišli daleč. V razpravi po uvodnih predavanjih so udeleženci poudarili, da je treba pri skrajševanju čakalnih dob ohraniti visoko kakovost zdravstvenih storitev. Hitrejša dostopnost zdravljenja po njihovem mnenju ne sme pomeniti nižjih strokovnih standardov, zato so pozvali k sistematičnemu spremljanju rezultatov zdravljenja in kakovostnih kazalnikov pri vseh izvajalcih zdravstvenih storitev. Takšen sistem bi Sloveniji omogočil primerljivost z državami, kot so Avstrija, Švica in Nemčija, ter spodbudil nenehne izboljševanje zdravstvene oskrbe. V razpravi so se oglasili tudi kardiolog dr. Marko Noč, dr. Janez Koprivec, družinski zdravnik v Gorenji vasi, ter dr. Jurij Matija Kališnik iz Avstrije. Jaz bi glede čakalnih vrst, vse skozi poslušamo čakalne vrste. Jaz sem skoraj 40 let v medicini, pa saj 20 let poslušam. Nikoli pa nisem slišal nekega analitičnega pristopa k čakalni vrsti. Dajmo pogledati, čakalna vrsta je rezultat diskrepance med napotitvijo in storitvami. Zdaj, če imamo preveč napotitev, to pomeni, da medicina na primarnem nivoju ne deluje dobro. Preveč napoti naprej na preiskave. Druga stvar, če imamo premalo storitev, je pa problem obseg storitev. Obseg storitev je pa zmanjšan, bodi si zato, ker nimamo kapacitet, bodi si kadrovskih sester, zdravnikov, bodi si, ker eliminiramo zasebno inicijativo iz sistema javnega. In tretji problem, zakaj so čakalne vrste, je pa plačnik, da plača premalo storitev. In seveda vsaka čakalna vrsta je specifična. Pri enem je to problem, pri drugim to problem in to problem. In dokler bomo mi samo takole na splošno govorili o čakalnih vrstah, bomo samo takole se zgovarjali. Vsake čakalne vrste se je treba lotiti konkretno, posamezno in identificirati problem in ga rešiti. Drugače pa vse tole, vse skupaj samo preprečevali druge, eni vidijo premalo kapacitet, eni preveč napotitev, eni ne vem kaj, skaka specifika vsake čakalne vrste. In dokler se namo tega lotili, bomo se naprej še takole zgovarjali. V sistemu se zmeraj vprašam, zakaj se ne popravi, ker vsak sistem se evolucijsko popravi, ker tako je narejen. Zato, ker imajo eni interes, da se ne popravi. Druga stvar, ki bi jo izpostavil, je to, jaz vem o vsej medicini zelo malo pa bi mogel vseeno vedeti o tem in onem, ampak velikrat pogledam ene in druge smernice, največkrat evropske, včasih ameriške, zato ker sladkorno bolezen v Polanski dolini dosti podobno zdravimo, kot recimo v Londonu, ampak če je medicina znanost, tudi organizacija zdravstvenega sistema je znanost. Slovenija mora skopirati dober tuj zdravstveni sistem, skopirati.
V Evropi imamo nekaj dobrih tujih zdravstvenih sistemov, meni je recimo najbližji danski in to je treba skopirati praktično vse, ker pol bo to delati, kot dela na Danskem. Mi se pa zmišljujemo, zakaj ne bi nečesa imeli. Pa če še rečem malo o primarnem nivoju, zakaj ni veliko interesa ali pa mogoče malo negiram to, da je to zelo cenjeno. Recimo pred 8 dnevi bila pri meni ena pacientka z enim znamenjem, ki je pač tako na oko deloval sumljivo. Kaj se zgodi s takim pacientom v Sloveniji? Napotiš ga dermatologu, zelo hitro čakaš od 1 do 3 mesece in potem pride tam od dermatologa k plastiku. Mi mu pogledamo z dermoskopijo, ker nam zavarovalnica tega ne plača. Se pravi, jaz sem prejšnji četrtek to pogledal. Znamenje je tudi po dermoskopiji sumljivo in sem ga včeraj izrezal. Zakaj to več mojih pacientov, mojih kolegov po Sloveniji ne počne, boste razumeli zdaj naslednjo točko. Za tisti pregled 1 četrtek prej, pa dermoskopijo, pa včerajšnji izrez, jaz sem bolj počasen, ker pač tega ne delam veliko, rabim recimo z organizacijo 1,5 ure in to tudi s sestro, mi bo zavarovalnica plačala 41 evrov. Moji kolegi tega ne počnejo, ker so bolj bistri, ker se to ne splača. Zato pa imamo čakalne dobe. Še ena pomembna stvar se mi zdi tukaj, ko se pogovarjamo o čakalnih vrstah, pa tudi Marko, ko je profesor akademik Noče rekel, ni vsaka čakalna vrsta enaka. Tukaj gre za to, bom mogoče samo 2 hitra primera. Imamo torakalnega bolnika ali pa torakalno bolnico z karcinomom in recimo v Avstriji ali pa vsaj v Celovcu je tako, da če ne pride na pregled v prvih 3 tednih, da če se to zgodi, da pride potem nadzor in da vidimo, da tega nismo poskrbeli, da smo jo dali v vstopna vrata, lahko center, se pravi KABEK kot holding, zgubi pravico za certifikacije. Oziroma zgubi celo certifikat certificiranega centra za te bolezni. Se pravi, prva stvar, moramo vzpostaviti zdaj triažiran, stopenski, na strokovnosti usmerjen sistem, kjer bomo hude bolezni obravnavali hitrejš, ker zaradi enih bolezni se pač hitrejš umre, za druge pa mogoče počasnejš. To obstaja recimo. Druga stvar je pa potem tudi, ko se enkrat v čakalni vrsti, najprej si v čakalni vrsti za prvi pregled, potem za invazivno diagnostiko, potem si tretji čakalni vrsti spet, tudi če greš pohitro za operacijo, mogoče pa celo za revizijo. Če vi zdaj vse skupaj seštejete, pa da je to ena huda diagnoza ali pa bom rekel srčna bolezen, bo en potem hitro 4-krat prišel, bom rekel vsaj 2 meseca prepozno, zdaj karikirano, ker je prišel 4 mesece po začetku kakšnih stvari. To je čisto strokovno vprašanje. Sprav, to je treba rešiti. Druga stvar je pa še, mogoče pa še hujša, kar sem jo pa zdaj v Sloveniji slišal od kolegov, ker seveda smo tukaj le sodelujemo, je bilo pa tole. Če mogoče samo za tavi povem, so smernice se zdaj, pa bodo do kardiologi zdaj bolj povedali, so se znižale v prid bolj zgodnemu ustavljanju transfemoralne zaklopke, se pravi skozi dimlje, ne čez srčno operacijo, ampak so pa smernice jasne za mlade bolnike z določenimi pogoji, je pa še vedno na mestu najprej kirurško zdravljenje. Spregovorila je tudi Simona Mlinar z institucije Varuha človekovih pravic, ki že 20 let pozna probleme na tem področju. Mi smo pred leti spremenili glavarinske količnike, ki so se zelo znižali. Priliv zdravnikov, mladih zdravnikov v sistem je premajhen. Trenutno imamo 150 000 ljudi, ki čakajo, ki ne morejo dostopati do osebnega zdravnika in slika ni preveč rožnata, zato ker starejši zdravniki imajo veliko več pacientov opredeljenih, kot je spodnja meja. Mlad zdravnik lahko zdaj opredeli zelo približno okoli 1400 glavarinskih količnikov. Zavarovalnica spodbuja opredeljevanje več, ampak se mladi zdravniki za to ne odločajo, ker jih po svoje tudi razumem. In z leti, ko se bodo upokojevali starejši kolegi, starejši zdravniki, se bo ta delež pacientov sčasoma zelo višal, dokler ne bo zadost velikega priliva. Jaz bi rekla, vsi ti predlogi, ki ste jih dali, so odlični, ampak se je izkazalo, da se brez komunikacije z zdravniki tega ne da reševati.
Prejšnja vlada, žal, to je čisto moje osebno mnenje, je tle zelo slabo medvedjo uslugo naredila vsem pacientov, ki so v bistvu kolateralna škoda. In jaz mislim, da to treba imeti v mislih. Ja, v redu, zvišanje glavarinskega količnika, ampak samo v nekem soglasju, z neko pozitivno namero. Druga stvar, ki bi rekla, so čakalne dobe na sekundarni in terciarni ravni. Tle lahko rečem samo to, da smo imeli konec prejšnjega leta pri varuhu sestanek z ministrico nekdanjo. Veste, kaj je problem naših čakalnih dob? Največji. Naš informacijski sistem. Mi imamo v sistemu čakanja ljudi, ki so že umrli, ljudi, ki so že opravili storitev, ljudi, ki so pri 4 različnih izvajalcih pisani. In ko smo ministrice vprašali, zakaj se to ne sčistne, pogleda je rekla, da nima rešitve. Da je treba na novo vzpostaviti informacijski sistem in še enkrat donesti vse ljudi, se pravi nek enoten sistem. Tretja stvar bi pa rekla, priliv na urgence. Smo imeli v sredo sestanek z namestnikom varuha z razširjenim strokovnim kolegijom za urgentno medicino. Tukaj se pa vprašanje kaže, da je zelo slabo reševati stvari parcialno. Recimo, jaz imam zdaj pacienta, pobudnika, samo ta primer povem, pa zaključim. Gospod je mlajši od 65 let, je invalid, 10 let je bival v domu starejših občanov. Ker smo je zdravstveno stanje poslabšalo, je prišel v bolnišnico, je dobil traheostomo. Dom starejših občanov ga več ne želi sprejeti nazaj, zato ker pač nima zagotovljene 24-urne prisotnosti diplomirane medicinske sestre. Gospod je že 3 mesece po končanem zdravljenju v bolnišnici, 1 uro na teden ga posedejo na invalidski voziček in ko smo ministrstvu povedali, da je to težava, da nimamo negovalnih bolnic, pravi nekih vmesnih institucij med bolnišnico in domom za starejše, ker naša populacija zdaj ni več taka, kot je bila včasih. Zdaj rabimo nego, pa tudi višjo zdravstveno storitev. Je vzpostavilo projekt 33 postelj, do leta 2028 se bom končal, medtem ko mi že zdaj vemo, da takih pacientov, ki so v bolnišnici, je po oceni ministrstva, ki so že zaključili zdravljenje in nikamor ne morejo iti, vsaj 175. Boljša ocena je, da jih je okoli 300. In hočem reči, ko prije pacient na urgenco, ob napotitvah, takih, ki tudi niso vse nujne, ki bi bila že na primarju bile končane, in čaka na posteljo, ki jo zaseda nek tak pacient, kot je zdaj ta moj pobudnik, se pač ta krog zavrti. Da ne govorim o pomanjkanju kadra in še čima. Tako da bi rekla, ja, imamo odlično oskrbo zdravniško, odlično nego, ko do nje pridemo. Pobudnica srečanja, profesorica doktorica Metka Zorc, je ob zaključku razprave znova poudarila, da je treba preseči ideološke razlike in združiti vse razpoložljive zmogljivosti slovenskega zdravstva. Kot prvi korak je predlagala takojšnje odpravljanje najdaljših čakalnih dob, zlasti na področjih, kjer imajo izvajalci dovolj strokovnega kadra in operativnih zmogljivosti. Hkrati pa pripravo celovite zdravstvene reforme, ki bo temeljila na stroki, dobri organizaciji in sodelovanju vseh deležnikov. Udeleženci so se strinjali, da je največja vrednost srečanja prav odprta strokovna razprava, v kateri so o prihodnosti slovenskega zdravstva spregovorili predvsem zdravniki in drugi strokovnjaki. Dogovorili so se, da bodo oblikovali skupen dokument s predlogi za izboljšanje zdravstvenega sistema ter ga posredovali pristojnim državnim institucijam. Ključna ugotovitev okrogle mize je bila, da Slovenija potrebuje manj ideoloških sporov in več sodelovanja, preglednosti, odgovornosti ter učinkovite organizacije, saj lahko le tako zagotovi pravočasno in kakovostno zdravstveno oskrbo za vse prebivalce. Spoštovani poslušalci, hvala za vašo pozornost. V tokratni oddaji ste poslušali povzetek okrogle mize Svetovnega slovenskega kongresa o zdravstvu v Sloveniji. Pripravil sem ga Rok Mihevc, ki vas tudi prav lepo pozdravljam. Veliko povemo, tudi z druge strani.